Tle pa sem prepričan, da nimajo težav s pomanjkanjem snega. Sred dneva je, čeprav je sonce tako nizko, pa je trenutno minus 10 stopinj, sem se mogel kar zimsko obleči, imam ta debelo bundo, ta debelo kapo, pa smučarske rokavice, pa ta tople gate. Ampak veste, kaj je najbolj pomembno? Je dober oprijem. Sem pa v mestu levi, ni desni, no, ki ga najbolj poznate smučarski navdušenci, ostali pa verjetno niti ne, zato ker leži 170 km severno od arktičnega kroga. Saj veste, to je eno od 5 področij Zemlje, ki smo jo razdelili zato, da dejansko se lažje učimo geografijo. Tista ta najbolj severna. Lahko bi vam povedal, da je tukaj smučarija v polnem razmahu, da sem samo 200 metrov nad morjem in da imajo kar 42 različnih smučarskih stez, pa v bistvu ne rabim, ker sem prišel dejansko voziti avto in preizkušati Continentalovo najnovejšo gumo. A vidiš? Elanke, sred Finske. V bistvu rabim za svojo Fiesto nove zimske gume in sem si rekel, lej, boba, na Finskem je zihar sneg, boš lahko probal, ne? No, se ni bilo čistko, ampak tisto je jutr in danes imam cajt letati okrog. Kitajke. Da upam, da ne kašljam. Domačini pravijo, da imajo kar 8 letnih časov. Malo se sicer inovativno hecajo, ker je eden od letnih časov tudi polnočni dan, pa čas prvega snega, pa čas prave zime, čas pomrznenega snega. V bistvu je sneg iztočnica za kar veliko stvari. Imajo pa tudi čas polarnih noči, to pa pomeni prihod aurore. Malo se že mrači, ampak bo najne treba še počakati. Upam, da jo bom sploh videl. Zdaj se grem pa obleč, ker se spuščamo proti minus 22 in je mrz. Evo jo, auroro, tamle za mano, ampak vem, jo vidite zelo podobno kot jaz s prostimi očmi. Nič, samo na tele fotografiji nam je uspelo ujeti neke te zelene barve. Škoda, moraš imeti kar srečo, da jo ujameš, da je v tistem polnem razmahu, ko se nabiti delci zaletavajo v namagneteno ozračje in potem vse zeleno. Ne, mogoče drugič. Zdaj grem pa na toplo, ker je minus 22 stopinj in me zebe kljub tele popolni zimski opremi. Pri Continentalu se ne hecajo, ko je treba predstaviti kakšen nov izdelek ali pa tehnologijo, ki jo bodo ponujali. Zato sem bil lansko leto na ogledu tovarne športnih avtomobilov Salin, ki uporablja njihove gume, 2 leti nazaj na 24-urni dirki v Daytoni, kjer je zmagal dirkalnik z njihovimi gumami. No, letos pa na severu Finske v najhujših možnih pogojih preizkušamo njihovo novo gumo TS 870. Se veste, naslednico tiste 860-ke, ki jo ima marsikdo verjetno med vami. Jaz imam pa na svoji Fiesti še 850. Skrajni čas, da zamenjam. Mesto Levi torej ni namenjeno samo smučariji, ampak tudi takšnim stvarem. Poglejte, koliko imajo prostora. V bistvu za najbolj agresivne, atraktivne preizkuse. In za recimo vožnjo s snežnimi sanmi imajo več kot 900 km prog. Spet sem zašel gume. Prva zadeva je preizkus v bistvu enake gume, torej novega TS 870 z različnimi globinami profila. Ta dva avta imata povsem novo gumo, sredinska dva, eden se ravno vrača, imata 4 mm profila, tista zadnja dva pa samo 2 mm profila. Grem najprej probati nove. Speljevanju je nekaj težav vseeno, ker sistem ASR zavira vse skupaj, ampak potem pa avto zelo lepo pospeši. Tudi zavorna pot se mi zdi za enkrat kar fajn. Vaja številka 2. 6 avtomobilov, 3 različne gume. Letna Premium Contact, zimska Winter Contact TS 870 in pa Ice Contact 3 žebljički.
TS 870 seveda ni najboljša kontinentalova pnevmatika za vožnjo po snegu, je pa najbolj vsestransko uporabna zimska guma. Razlika v primerjavi s to in letno gumo je kot dan in noč, oziroma kot vožnja po res mokri cesti z malo oprijema, takšna je bila letna, in vožnja po povsem suhi cesti. Toliko več oprijema ponuja zimska. Seveda pa je zmagovalka oprijema na snegu Ice Contact 3 žebljički, ampak takšne so pri nas celo prepovedane. Ok, vaja številka 3, zdaj so pa stvari postale resne. Sonce se je skril, veter je začel pihati in Finska kaže svoje vreme. Mateju smo že par prstov ščipnili, ker so mu zmrznili, jih itak ne rab več. Imamo 4 različno stare Golfe GTI in 4 različno stare gume. Tiste so iz 90-ih let, na najnovejšem pa seveda TS 870. Golf 4 najprej. Pri tej vaji ni bila očitna samo razlika med gumami, ampak tudi v delovanju sistemov proti zdrsavanju in stabilizaciji vozila. Za vsako naslednjo generacijo je bilo očitno, kako daleč je prišel razvoj v recimo 30 letih. Evo, za konec pa Golf 2 GTI. Ko je bil tale avto ultra popularen in modern, sem bil jaz star kakšnih 10 let, tako da smo šli kar daleč v preteklost. In v bistvu to se pozna tudi takole v vožnji, ker razlika v primerjavi z novo gumo in sedemko je v bistvu nenormalno velika. Sem našel kasete. The life cycle of a winter tire generation is normally 4 years in our company. We do this very short life cycle because we want to be always ahead of competition. So every 4 years we exchange the product and make the newest technology and build the newest technology into it. Many criteria are improved, better in snow handling, snow braking, ice braking, rolling resistance, mileage and wet braking. Well, the main performance improvements for snow and all grip related criteria except for wet braking come from the pattern. So the pattern layout and all the other criteria like a wet braking improvement and rolling resistance to predominantly come from the compound, the rubber material we use. No, zdaj veste, jaz pa tudi, v bistvu, da je fajn guma, sem vedel že prej in bom z njo počastil svojo staro Fiesto naslednjo sezono. Moram izkoristiti to Finsko še malo preden grem. Anže je dobro izkoristil svoj čas. Ja, jedel jelena na 101 način, preganjal jelene z motornimi sanmi, Iztoku pa so vsi stari golfi dali misliti.